Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Pomlad nam že trka na vrata in lahko začutimo tudi pomladansko utrujenost, nekateri bolj, drugi manj. Včasih opažamo tudi, kako so noge težke, če pa nam začnejo še otekati in se pojavijo še kakšne druge težave, pa vsega tega vendarle ne gre pripisati samo s pomladanski utrujenosti. O tem, kaj se z nami lahko dogaja in kaj lahko storimo, da bomo lažje prenašali tovrstne težave, jih omilili ali celo preprečili, pa se bom pogovarjala z gostom v studiu. Z nami je gospod Robert Terčelj-Švajcer, strokovni vodja Farmedike. Pozdravljeni, gospod Terčelj. Poglejte, težave z nogami imamo zagotovo vsi, vsaj občasno. Če recimo preveč hodimo, preveč športamo, smo preveč utrujeni, predolgo stojimo. Ampak če se te težave ponavljajo in ponavljajo, pa bi morda le veljalo se malo zamisliti nad tem, če ni morda še kaj drugega za bregom. Ja, dejansko težave z nogami so v tem času postajajo nekoliko bolj pogoste. Razlogi, zakaj se pojavljajo so različni. Pomladanski čas je čas, ko gremo tudi več v naravo, može tudi nekoliko bolj intenzivna hoja, več stopnic prehodimo, kakšno bolj intenzivno kolesarjenje lahko pripelje do tega, da sicer nekako ne trenirane noge doživijo večje bolnitev in jih bolj čutimo. Noge so seveda pomembni, ker nosijo celo težo telesa in še pomislijo poleg telesa z telesne teže same. In seveda to lahko povzroča težave. Če pa sedaj imamo ob tem prisotno tudi oteklost nog, če imamo izrazite tudi osebročico, občutek težkih, vročih nog, ki pa se stopnjuje običajno z naraščajočim temperaturam v okolju, takrat pa lahko pomislimo, da je vzrok težavam tudi lahko kronično nizko popuščanje, krčne žile, kot običajno rečemo, kjer včasih razmišljamo v tem smeri, da če jih ne vidimo krčnih žil, če ne vidimo tistih tipičnih varic in podobno, potem nekako mislimo, da jih nimamo. Ampak največkrat povzročajo težave se tiste, ki jih bolj razvidno čutimo, ta globoki genski sistem v nogah. Tako da bistvo je, ko vedno že zmalega princa, učim skrito, sam v tem primeru nekoliko drugače, kot je mali princ mislil. Tako da je v teh situacijah dobro pomisliti, da imamo lahko težave z genskimi žilami v nogah in skušati analizirati, ali je to res tako vzrok. Zato obstaja več različnih načinov. Obstajajo tudi tako tipični vprašalniki, skozi katere lahko gremo, ki so na voljo tudi na spletu ali tudi pri našem zdravniku. In na ta način skušamo ugotavljati, ali smo bolj izpostavljeni možnosti pojava kroničnega genskega popuščanja, oziroma krčnih žil, kot jim rečemo, oziroma ali smo nekoliko bolj nagnjeni k temu, da se te težave lahko s časom pri nas razvijajo. Glejte, zdaj govoriva že o krčnih žilah, ampak ponavadi takrat, ko se krčne žile pojavijo, človek že reagira. Pomembno pa je vendarle že prej, predno se ti vidni znaki pojavijo, kajti potem lahko prihaja do kar resnih zapletov, tudi do razjed in podobno, kar je mnogo težje zdraviti. To se pravi, midva pravzaprav opozarjava na tisto stanje, predno bi se dejansko te krčne žile pojavile. Recimo, kaj pa je to, da bi mogoče lahko preprečili oziroma kako da postanemo zares pozorni? No, ena stvar, ki je pokazatelj, ali pa rečemo na nek način preventivno opozorilo, je to, ali imamo v družinski anamnezi, se pravi v naši družini prisotni pojav krčnih žil. Če vemo, da so imeli starši to, eden od staršev pomeni, statistično gledamo, da 60% ljudi lahko razvija potem tudi dedno krčne žile, ki so lahko tudi rečeno zelo neprijetne. Pri obeh starših pa je ta odstotek kar narastel nad 70%. Vedno sta statistike, ko gledamo, ampak vsekakor je to močan dejavnik, ki prispeva k temu, počasih imajo tudi že mladi ljudje v mladosti težave s krčnimi žilami. Seveda pa je odstotek tistih, ki to razvije, z leti postaje večji. Nekako do 40. leta, nekako smo moški in ženske tu enakovredni v pojavnosti krčnih žil, oziroma težav, ki jih povzročajo. Kot se že rekel, vodoma ni tisto, kar vidimo, vedno tisto, kar povzroča težave.
No in seveda potem pa se tehtnica prevesi na stran ženske populacije, kjer prihaja pa do znatno večje incidence, znatno večje pojavnosti pri ženskah in razmerje nekako 3:1 po 60 letu starosti. Kar nekako lahko rečemo, tudi 80% žensk po 60 letu starosti razvije težave z krčnimi žilami, ki jih mnogokrat ne vidijo, počasi začnejo čutiti. Če pa je narejena ena bolj podobna preiskava, pa vidimo v visokem odstotku, da vensko žile v nogah ne deluje več tako, kot bi moglo. In to je kronični pojav, ki se stopnjuje. Pomeni, da z leti ne pridobivamo na elastičnosti ven, ampak nekoliko izgubljamo. Lahko pa naredimo veliko sami, zato da te stvari nekako počastnimo. Kot rečeno, če danes zgodaj vemo, da smo lahko namenjeni, da so starši bili, recimo, je to že nekaj, kar teče po tem, da seveda skušamo sami zelo dobro paziti na naše vensko ožilje, kar pomeni, da vztrajamo v nekem primernem zdravem gibanju in tu zadoščajo že dovolj pogosti sprehodi, večkrat tedensko, najbolj idealno bilo vsak dan, mogoče pred spanjem, če lahko tudi bolje spimo, potem 20-30 minutni sprehod bi bil idealen, življenje ni vedno tako, ampak ko rečemo, kaj je smiselno narediti in kar nas ne stane veliko, bi bilo recimo taka stvar zelo smiselna. Če smo v enoličnem položaju, pretežno sedimo, pretežno stojimo, poskrbimo za to, da menjamo te položaje. To je zelo pomembno, da se ne pritiska premočno na spodnji del venskega ožilja, ampak da skušamo z aktiviranjem tako imenovane mišične črpalke, ko hodimo, seveda se nam to stiska in za tem stiskanjem imamo naravni način izčrpanja venskih krvi nazaj proti srcu. S tem pa dosežemo zelo pomemben učinek na dolgi rok in sicer tisto, kar naše celice presnovijo in kar se potem zbere v venski krvi, z tem zahojo, z sprehodi, z aktivnostmi, z menjajočimi položaji, prečrpamo proti ledvicam in jetrom in na ta način iz telesa izločimo, če rečemo, strupnine, oziroma presnovke, ki morajo biti pravočasno in dovolj pogosto iz telesa za to, da lahko normalno deluje celotni metabolni proces. Sicer prihaja do mnogih neželenih učinkov in tudi celice težje delujejo in to na dolgi rok povzroča težave. Se pa stopnjujejo še dodatno s tem, ker te presnovki, ko ostajajo na notranji strani venskega ožilja, ker ta pretočnost ni več dobra, elastičnost ven ni več dobra, se pojavlja slabo delovanje pri venskih zaklopkah v nogah, ne mešamo zaklopke v srcu, za venske zaklopke v nogah. Dejansko s tem povzročamo, da prihaja do umetnega odziva na notranji strani venskih žil, to je venskega ožilja. In to je pa seveda tisto, kar povzroča predvsem napredovanje tega kroničnega procesa, ki je že na nek način se pričel, pa se potem v nekem zaprtem, včasih hudičevem krogu sklene na ta način, da spiralo potegne navzdol. Skratka, ko vzrok povzroči posledico in ta posledica vnetje, kot konkretno govorimo na notranji strani ven, povzroča še hitrejši propad venske elastičnosti, venske stene, s tem pa še bolj izrazito pojavnost oteklih, težkih nog in naprej. Skratka, te procese lahko do neke mere omejimo ali pa predvsem, kar je bolj realno, upočasnimo. Čisto ne bomo. Vemo, ki je začetek življenja in kje je konec. To je naša pot, ki imamo v tem delu, odvisno kako gledamo tudi na življenje, kaj še nadaljujemo po tem. Ampak če gledamo samo ta naš del tukaj, to našo epizodo, pomeni, da seveda z staranjem ne dosežemo boljšo elastičnost. Ampak se pa lahko različno staramo. Lahko različno potujemo skozi življenje in lahko na različen način vplivamo na to, kaj se z našim organizmom dogaja. Tu lahko delamo na zelo različne načine, da te procese upočasnimo. Primeri so recimo joge, kjer hranimo elastičnost organizma, hranimo energološko stabilnost psihično, z pravilnimi dihalnimi vajami in tehnikami lahko dosežemo eno tako energijski, rečemo temu, preporod človeka, ki včasih čuti tako pomladansko utrujenost, pa se lahko s tem zelo, zelo pomaga. Tudi vensko ožilje s tem lahko znatno pomagamo. Obstajajo seveda pa tudi metode, kjer se lahko z naravnimi zdraviličnimi orodji v nadaljevanju pomagamo klinično dokazano
in dosežemo lepo izboljšanje neprijetnih simptomov, kar se v poletnem času neprijetno, ob daljšem manj, večletni terapiji, vzdrževalni terapiji, včasih rečemo, pa lahko dosežemo predvsem zaviranje dinamike razvoja teh težav. Kajti kot rečeno, krčne žile, največkrat tiste, ki vidimo, niso nujno tiste, ki nam povzročajo probleme. In zato je tisto, kar nas včasih malo zavede, ko ste ženske nekoliko na boljšem, čeprav se naslabšam po pojavnosti, ampak vas ta pojav moti, ker se da in reagirate bolj zgodno. Moški nosimo minulima hlače, včasih to potem ne moti, pa imaš tako nekaj normalno na greški zdravniku. Prideš veliko obdobje, kjer bi lahko, če bi 5-10 let prej reagiral, imel v tem obdobju znatno boljše žensko življenje, pa to obdobje zamudimo. Tako da tudi to je treba vedeti, da na eni strani sicer je manjša pojavnost moških, ampak je pa res, kot ste že pomenili, sploh venske razjede, ki so zdaj manj pojavni, kot so pred leti, ker se izvaja intenzivni program, ki ga vodijo naši fibologi in tudi Društvo za oskrbo ranjih, ki ste bili borovski in se za to skrbi. Ampak se pa take stvari lahko pojavljajo, če na njih ne pazimo. In tako se pojavljajo lahko čisto zanemarjeno. Kronično vensko popuščanje oziroma krčne žile spadajo po mnenju mnogih kar na prvo mesto med kroničnimi obolenji, ki so najbolj zanemarjene glede na pojavnost. Verjetno ravno zaradi tega, pač lahko hodiš, dokler ni nekih hujših težav, mogoče se spočiješ, predvsem verjetno ljudje, ki manj hodijo, tako rekoč potem tudi ne čutijo toliko teh težav. Saj na vse zadnje, če se ne motim, v vašem priročniku sem prebrala, če noge pač dvigneš in jih držiš navzdor, da pravzaprav lahko tudi te težave zelo umiliš. Kar pomeni, če nekdo ima čas, lepo dvigne noge in zadeva teče in teče naprej. Poglejte, ravno o zanemarjenosti bi lahko govorila. Na vse zadnje, ko človek ne reagira pri prvih simptomih, potem, ko se ta zadeva slabša in slabša in slabša, je vse težje to ustaviti, zlasti pa recimo z nekimi naravnimi zdravili. In danes vemo, da smo ljudje vendarle malo skeptični proti tem kemičnim zdravilom, ki so seveda mnogo, morda lahko, če tako rečem, ne vem, me boste popravili, če ne drži, ali bistveno bolj učinkovita, predvsem pa mnogo bolj agresivna. To se pravi, če si želimo zdraviti na ta način, kot ste omenili, z nekimi naravnimi sredstvi, pomeni, da je zagotovo treba reagirati dovolj zgodaj. Ja, treba je reagirati dovolj zgodaj, čeprav je področje krčnih žil eno od področij, kjer tudi kasnejša reakcija, v smislu terapije, ni slaba reakcija. Dejansko imamo tu, ko zanimivo, pri krčnih žilah dejansko uporabo naravnih zdravil kot skoraj da edino možnost pri zdravljenju, dokler ne govorimo o invazivnejših terapijah in tudi operativnih posegih, sterilizacijah ali površinskih z naselji in podobno. Ampak če govorimo o tem delu farmakološkega zdravljenja z zdravili, pa je v ospredju dejansko tudi uradne medicine uporaba zdravil rastlinskega izvora. V ospredju prav gotovo, ko govorimo o popolnoma naravnih zdravilih, uporaba učinkovin iz divjega kostanja. Pri nas lepo poznamo te učinkovine v mazalnih oblikah, v obliki gelov, mazil in podobnega, kjer so učinkovine iz divjega kostanja vsebovane. Kar je pri nas še relativno novo, pa zelo pogosto uporabljamo v redni terapiji pri kroničnem venskem popuščanju, ki jo izvajajo fibologi ali pa ljudi, ki jo lahko svetuje splošni zdravnik. Pa so zdravila, ki vsebujejo zdaj čez divjega kostanja, ampak so v obliki tablet. Gospod Terčelj, spomnim se, ko sem bila še majhna, da so ljudje dejansko nabirali divji kostanj, da so delali neke obloge za noge. Tako nekje zadaj v spominu mi to še zveni. Kaj so pravzaprav tiste tipične učinkovine oziroma zakaj je pravzaprav divji kostanj tako zelo učinkovit ravno pri venskem popuščanju? Učinkovine, ki so najbolj znane po kostanju, jih definiramo kar eno posebno skupino, ki imamo izcini. Gre za učinkovine, ki vplivajo na ključne dogodke pri krčnih žilah v nogah. Običajno jih imamo v obliki mazil oziroma gelov, to poznamo zelo dobro, kar pa je seveda znatno bolj učinkovito in pomembne za zdravljenje samih težav, pa je zdravljenje tam, kjer
težave z krčničino nastajajo, to je znotraj. In v tem primeru pa seveda uporabljamo zdravila, ki vsebujejo izvleček iz divjega kostanja in v obliki tablet za notranje zdravljenje. In dejansko gre za obliko in način zdravljenja, ki ga uporablja uporabna medicina. To je področje, kjer ga v sintezi ne poznamo, torej v zdravilih, ki so kemičnega izvora. Tukaj ima primat, če rečeva, imajo primat zdravila rastlinskega izvora, ki so pa uradno registrirana. In dosežemo z zdravili iz kostanja notranje, torej ne v smislu zunanje uporabe, notranje 3 pomembne učinke. Prvi učinek, ki ga dosežemo z takim zdravilom, je, da zaustavljamo vnetni proces v venah. Zelo pomembno, s tem je manjša dinamika popadanja venskega ožilja, manj je potem se tudi pojava edema in ostalih simptomov. Drugi del, ki je zelo pomemben, je, da pri uporabi tablet, ki vsebujejo farmacevtsko standardizirani izvleček iz divjega kostanja, dosežemo zmanjšanje teklost nog. Tako smo recimo pri zdravilu Venaforus lepo pokazali, da pri 12-tedenski terapiji dosežemo primerljive učinke v zmanjšanju odteklih nog kot pri kompresijskih terapijah, ki uporabljamo kompresijske povoje in kasneje kompresijske nogavice. To je zelo pomembno dejstvo. Včasih, predvsem v poletnem času, nam ta disciplina zaradi vročine nekako pojenja pri uporabi kompresijske terapije, ker je odlično vroče in se še povijati malo težje. Ravno tako pa imamo največ težav. Zato je to zelo dobrodošlo, da tako zdravilo lahko deluje tudi za zmanjšanje vnetja in primerljivo v učinkih. Čeprav je dobro uporabljati sočasno kompresijsko terapijo, če ne drugače, saj v jutranjih urah vlečemo nekaj časa zoma, imamo kompresijski povoj, a potem čez dan, če res nekaj več, potem spremenimo to, ampak kot rečeno, smo pa razpravljali. In tretji del delovanja pa je, da delujejo zdravila z izvlečkom iz kostanja v obliki tablet venotonično, predvsem izboljšajo venski obtok in izboljšajo nekoliko izboljšajo elastičnost venskega ožilja. Lahko si predstavljamo to enostavno tako, da vensko ožilje s časom ni več tako elastično, kot elastika, ki malo popusti, se raztegne, vendarle, ko je ženka dotrajana, se ne skreči več nazaj na svoje prvotno mesto. Tako so tudi naše krčne žile, vene v nogah, izgubljajo elastičnost. In z uporabo zdravil, ki jih notranje zaužijemo iz kostanja, lahko delujemo točno tam, kjer ta problem nastaja. Poglejte, nekaj zelo pomembno. Namreč govoriva o zdravilu rastlinskega izvora. Ja. Ko rečemo zdravilo, ki je registrirano, pomeni, da mora biti varno in mora biti učinkovito. Zdaj, o učinkovitosti ste že marsikaj povedali. Pojdiva še na varnost. Ja, pri escinih vemo, da so to učinkovine, ki lahko dražijo sluznico prebavil. Zato običajno v postopku dodamo tako prevleko na tableto, ki preprečuje neposredni kontakt teh rastlinskih učinkovin v sluznici želodca, ampak se šele kasneje to v nadaljnjem delu prebavnega trakta razpolavlja in razvodira. Zato je to pomembno. Se počasi pojavlja, da nekoliko se nekaj to moti, tako da, ko govorimo o neželenih učinkih zdravil, ki vsebujejo izvleček iz kostanja in so obliki tablet, torej zaužijemo, so prebavne težave pravzaprav edine take, ki jih najbolj poznamo, so redke, pa vendarle jasno navedene tudi v navodilih, tako kot pri Venaforus in pri ostalih zdravilih, ki po svetu lahko na ta način uporabljamo ali vzamemo. Kaj to pomeni, če nekdo jemlje ta zdravila in če se te težave pojavljajo, ali mora prenehati, ali recimo se te težave omilijo s časom? Običajno ne. In sicer je lahko, da se te težave pojavljajo nekoliko bolj v določenem obdobju, ker sluznica želodca, oziroma sama stena želodca je lahko bolj občutljiva tudi zaradi drugih pojavov, ki so v želodcu prisotni. Če smo nekoliko obremenjeni pod stresom, je naša odzivnost na impulze želodca lahko večja. To poznamo, imaš tak enterični živčni sistem, ki krmili želodec je zelo izpostavljen, zelo živahen. Tako da včasih nam tudi mogoče po kakšnem mesecu ta težava mine, na pogovorno želimo imati zdravilo iz kostanja in na ta način dosežemo kar samo dobre učinke. Če pa po prenehanju in ponovno imamo, čutimo ponovno iste učinke, ki se ne izboljšajo,
potem seveda spadamo v tisto umetno skupino ljudi, ki na to zelo občutljiva in seveda takega zdravila ne bomo imati. Na tem primeru seveda poznamo druga zdravila. V Sloveniji imamo tudi na voljo zdravila z diosminom, ki so ravno tako na voljo v lekarnah in na ta način lahko, ko imamo dugoterapevtsko pot, ki je po učinkih nekoliko drugačna, pa bomo še vedno zadovoljni. Kje pa lahko kupimo Venafors? Tako tablete kot gel? No, Venafors je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Dejansko gre za zdravilo, ki je na voljo brez recepta. Narejeno še rečemo temu kot običajno po receptu Alfreda Vogla, vendar v nekoliko višji koncentraciji, tako da ustreza sodobnim farmakološkim smernicam. Venagel pa je spremljevalni gel, ki ga apliciramo zunanje. Vsa zdravila, Venagel pa ni zdravilo, ampak je aplicirani gel, v bistvu vstopajo zunanje le nekaj milimetrov pod kožo. Zato ne dosežemo istih učinkov, pa vendar z Venagelom lahko zunanje predvsem delimo tisti občutek vročih, srbečih, težkih nog v tistih najbolj vročih delih leta. Učinkovine v Venagelu so zelo koncentrirane, lahko dosežemo lep učinek v tistem hlajenju in negi težkih utrujenih nog. Skratka, dopolnitev terapije z Venaforsom je lahko zunanje pravo Venagel. Glede, še nekaj me zanima. Recimo Venafors, ali je to, omenili ste že, da se krčne žile in te težave pojavljajo tudi pri relativno mladih ljudeh. Ali so tu recimo kakšne omejitve? No, v tistem obdobju, ko se krčne žile že uporabljajo pri mladih ljudeh, te omejitve več ni. Govorimo o ko pridemo fazo mladostnika, takrat je Venafors že primerno lahko zdravilo. Primerno je predvsem, da ga uporabljamo še prej ne, tako v preventivi nima smisla, če težave čutimo, pa da pa tudi ustrajamo. Tu nas običajno nič ne zanese, iz dveh razlogov. Eno je to seveda, da običajno, ko se temperature znižajo, simptomov več ne čutimo tako izrazito in potem seveda volja po imanju zdravila popade. V drugem primeru seveda tudi, da so to zdravila, ki kupujemo sami. Zavarovalnica jih ne plača in zato tudi včasih nekoliko gledamo skozi našo družinsko blagajno. Če je to aspekt, ki je popolnoma normalen, v teh časih tudi prisoten, potem je bolje kot popolnoma opustiti terapijo v, rečemo temu, jesensko-zimskem času. Za Venaforsom vztrajamo vsaj, če ne dovolj, čez eno tableto na dan. To je tisti spodnji minimum, po katerem na osnovi kliničnih študij dokazujemo, da imamo še prisotne farmakološke učinke tablet iz postajanja. Zato je pomembno, da imamo zdravilo, da ni tokrat nek izvleček, ampak da dejansko imamo dokazano delovanje. In če ne drugače, saj čez zimo imamo pa eno tableto na dan, potem pa, ko se simptomi običajno bolj zimo pojavljajo, od aprila, maja danje, potem pa seveda ponovno redni odmerek 2 tablet dnevno. Kar je še vedno zelo znosno in nam dejansko pomaga v tem času lepo meriti simptome, na dolgi rok pa zavira napredovanje kroničnega emisijskega popuščanja in s tem razvoja. Še nekaj je mogoče pomembno. Ali te tabletke dokaj hitro pridejo? Ponavadi rečemo, recimo, kaj najraje bi, da bi vzel tableto in da bi bil že učinek. Koliko časa pravzaprav traja, da občutimo neko, recimo, dejansko olajšanje ali spremembo ali izboljšanje, kakorkoli že to je? Pomembno vprašanje. Namreč razvoj krčnih žil, kar se nam zgodi kot neko virusno obolenje, kot prehlad, ki ga čutimo v 12-24 urah, recimo, v bistvu zelo kakšen virus je v zadnji. Gre za kronično popuščanje, ki se s časom vedno bolj kaže, tako da tudi delovanje tablet, Venafors, novih tablet, ni tisto takojšnje, potrebuje svoj čas. Če govorimo konkretno o časovni enoti, običajno 2 do 4 tedne, čutimo lepo že izrazite učinke tega zdravila, kajti tudi delovanje na same vene je dolgotrajno, da se zmanjšajo pore in s tem manjša prepustnost v izvenžilni prostor, s tem manj utehlin, potrebuje to zdravilo svoj čas, izcin mora delovati nekaj časa deluje, pa potem se tudi z vztrajanjem pri terapiji dejansko dolgoročno smo na tem terapevtskem učinku, ki je lepo izrazit in kot rečeno, če z njim vztrajamo, z nekoliko manjšim odmerkom v hladnih mesecih leta, je ta pojavnost simptomatike pri krčnih žilah znatno manj izrazita. Vemo, da je zelo neprijeten krč,
pojavlja se pogosto tako po noči, težko spimo zaradi tega, takrat želimo, da nam nekaj hitro deluje. Včasih pravijo, da čutijo te učinke zelo hitro po zaužitju, ampak v smislu enega bolj sistemskega učinka na elastičnost in normalno delovanje ven in pa za zaviranje umetnega procesa v venah pa potrebujemo več tedensko terapijo. Glejte, tako rekoč, ko se pogovarjava, več ali manj smo vsi obsojeni na pravzaprav to kronično vensko popuščanje, odvisno od našega življenjskega sloga. Kaj bi pravzaprav vi recimo ljudem še položili recimo na srce? Kaj naj storimo, da bomo recimo zavlačevali mogoče ta pojav? Ja, tako je, da bo življenje čim bolj polno in da bo manj težav ali pa vsaj manj zapletov in neprijetnih soočenj z kroničnim venskim popuščanjem. Nasveti so pravzaprav praktični, veljajo za večino obolenj. Zdrav življenjski slog, verjetno, ne? Življenjski slog, ki ga seveda, jaz mislim, da počasi vse bolj prevzimamo. Grehi so sestavni del zdravega življenjskega sloga, kajti ne more biti zdravega življenjskega sloga brez ravnotežja. Če rečemo, da mora biti zdrava prehrana, brez kakšnega vmesnega greha, pa ni zdravega duha. Točno tako, ker potem si zadrt in si tako. In to pa so mnogokrat pokazali, še tako zdrava hrana, če jo ne prizamemo z užitkom, dela škodo v organizmu. Tako da treba biti na to pozoren. V osnovi pa jasno, gibanje, pri tem ne pretiravati. Moje kolegice izvajajo v lekarnah že kar nekaj časa vensko pletizografijo, to je meritev venskega pretoka, kjer pa sicer lahko opažajo lepo razliko med ljudmi, ki so aktivni in tistimi, ki niso. Tisti aktivni športniki, ki so telo čuvali, da niso pretiravali, tako ti sodobni športniki, včasih prekurni profesionalnega športa, tudi tem imajo neke vrste dobiček v poznih letih. Ko lepo vidiš novo nogometaša, pri 70 letih še vedno odlični rezultati. Tako da, kljub samo, da je bil genetsko bolj predisponiran za to, da se to razvije. Skratka, gibanje je sigurno eno osnovnih terapij. Druga stvar, ki nas zanese z leti, če najprej je, da težko brzdamo svoje prehranjevalne navade v smislu količine hrane. Tukaj nam je bilo ravno prav pa so spet pri prekomerni teži. Ja, tam je pa seveda zelo izrazita, ker je to vse pritiska na spodnji del, zato se pa tudi te države stopnjujejo do nižjih odremov. Večji je pritisk tudi venske krvi, in seveda potem največkrat se to pojavlja okoli vežni, oziroma nadvežni, potem tudi tam največkrat se pričnejo razjede. To sigurno ta del, potem da ne bo govorilo, ko je in vsem ostalim logično, to so stvari, ki vplivajo, ampak mislim, da so glavne stvari. Kaj pa recimo prebava? Namreč tudi ljudje imamo velike težave s prebavo. Ja, sigurno. To je en od dejavnikov, kajti dobro delujoča prebava, če se vliva predvsem na delovanje črevesja, je pomembna zato, da lahko privzamemo iz hrane tisto, kar je potrebno. Če recimo smo imeli terapijo z antibiotiki, se moramo zavedati, da je kar nekaj tednov, lahko tudi več mesecev porušeno ravnovesje mikroorganizmov v črevesju. V tem primeru je prav, da skušamo čim bolj po naravni poti, zelo dobro je recimo mlečna kislina, ki je veliko v kislem zelnici, in v poznanem fogovem preparatu molkosan, s katero skušamo revitalizirati dobro delovanje črevesne flore in s tem nekako izboljšati absorpcijo hranil, kajti več podelujejo naše koristne črevesne bakterije, bolje lahko tudi hrano prebavimo, manj tega pitja in s tem pa se razvija tako delovanje črevesja. Tako da to je zelo pomemben del, seveda pri zaprtostih in kroničnih težavah moramo poskrbeti najprej, da je to odvajanje, kar se da normalno, da se tudi tisto, kar vene v nogah prenesejo in se preko ledvic oziroma jeter prečisti, izloči potem tudi skozi črevesje ali skozi urin, da to normalno deluje. Skratka, skrb za dobro delovanje ledvic, dobro delovanje jeter je zelo pomembno pri tem, da se težave z kakšnimi življenji ne kažejo tako intenzivno. Gospod Terčelj, vse sva že povedala, se mi zdi, pa vendar zdaj, če čisto na kratko ponovite, kaj so tisti prvi znaki, na katere bi morali biti pozorni in odreagirati, da nam bodo pač noge služile še dolgo v starosti. Poleg tistih vizualnih, ki jih vidimo, pojav
teh površinskih ven, najprej pa se tudi potem lahko v raznih takih devrstih ven, ki so lahko zelo neprijetne. Je to eno od opozorilnih znakov, ki jih vidimo. Gre pa je potrebno pozoriti predvsem na simptome, skratka pojav težkih utrujenih, srbečih nog, ki postajajo vroče in s katerimi težko nekako shajamo v poletnem času. Pa bomo pozorni tudi na to, če imajo starši seveda te težave ali pa so imeli, da so lahko tudi genetsko nekoliko bolj namenjeni temu, da se ta obolenje razvije. Potem pa seveda predvsem biti pozorni, ali se te stvari stopnjujejo za povečanjem zunanje temperature, ali se stopnjujejo pri določenih drugih težavah. Ni vedno otekanje nog posledica slabega delovanja vnetnega ožilja, pozorni tudi na dobro delovanje srca. In seveda, čim se pojavlja oteklost nog, je to, da smo pri zdravniku, da skušamo ugotoviti, zakaj noge otekajo, zato da lahko izključimo obolenja, ki so lahko tudi spremljevalna in da jih tudi lahko pravilno zdravimo. Še enkrat vemo, da imamo krčne žile, potem je seveda divji kostanj, danes sem govorila predvsem na terapiji v obliki tablet, v obliki Foglovih tablet Venafors, zelo primerna terapija, ki jo izvajamo 12 mesecev v letu, nekoliko bolj intenzivno v poletnem času, če je drugačne, pa nekoliko manj v zimskem času, če želimo nekoliko zmanjšati strošek ali pa oplemenitev samopomoči. Hvala lepa. Mogoče, če povem samo še za tiste, ki morda slabše vidijo ali ne vidijo, če bi želeli kakršnekoli informacije, pa da jih ne morete ali ne znate ali kakorkoli ne pridete do tega, da bi si jih poiskali na spletni strani, lahko pokličete tudi na telefon 01 524 0216 Farmedico. Nasvidenje. Hvala lepa. Prosim.